imate radi razgledeže med potjo, je stal kar ta prav cilj. Tukaj je pa prva obvezna postojanka. Prepoznate ta logotip? Zgleda toliko blizu, ampak ni toliko blizu. Dobrodošli na Prešernovi koči. Kaj pravite, je dobro, a? Evo zimske radosti. Juhu! Živijo! Spet je en lep dan in kaj pa, gremo v hribe. Zdajle smo malo pod Valvazorovim domom smo parkirali pod stolom in pičimo na stol. Smo pa, kot ste videli, cela ekipca, spotoma predstavljamo. Tole je pa Valvazorjeva koča, en najbolj priljubljenih koč v Sloveniji. Tole pa pogled pred stolu. A veste, kaj pravijo, kdor nima v glavu, ima pa v petah, a ne? Ampak včasih tudi se mora znajdati. Palce sem doma pozabil in sem šel semle v Valvazorjev dom vprašati, če imajo kakšne za posodati. In itak prijazni ljudje so mi posodali in me kar malo rešili. Prvi razgledi. Tukaj dol je Bled, pa naša četnica. Tukaj na planini je razpotje in gremo lahko krožno turo na stol, sicer po Zabrežki ali po Žirovniški, ampak pozimi priporočam kar po isti gor in dol, vse po Žirovniški. Če imate radi razgledeže med potjo, je stal kar ta prav cilj. Tukaj imamo samo dva naklona, strmo pa bolj strmo, tako da se ne preveč oblečka, še sončno pobočje. Ko je veliko snega, je tukaj lahko tudi kakšen plaz na tem mestu. Sicer mora biti res veliko snega, ampak vseeno. Nad temi skalami gor sem pa ostal na enem ful lepem razgledišču. Tabla, ki prosi, če prinesete kakšen polenček do Prešernove koče. Smo se pa zdaj še ta zadnjič v gozd preselili, pa samo še razgledi. Tukaj imamo pa bližnjico dol, tem, ko smo prej one skale gor gledali. Preden smo šli zadnjič v gozd. Razgled je pa seveda vedno lepši. Takole pa naprej. Tukaj preči. Tukaj je pa prva obvezna postojanka.
Evo, mi smo se vsi nazaj nakapljali, počas nekaj popili, pa kele gor gremo. Zdaj se pa začel malo sneg oziroma snežno odeja malo debeliti. Pa upam, da teli, ki so šli pred nami, da so šli do vrha, da imamo gas narejeno. Evo, samo še tele gor. Pol dol se bomo povračali tukaj, potem žlebu dol, vršali še naprej dol, pa do klopcev, bomo imeli turbo spust. Tole pa kot v pravljici. Sicer se je treba zavedati, da sneg veliko več energije potrebuješ za vzpon v snegu, ampak pogledi so pa nori. Po dolini se malo meglice nabirajo, tudi tukaj se začenjajo malo. Zgleda toliko blizu, ampak ni toliko blizu. Gor pa zgleda kar piha, saj po oblakih sodeč. Tole je drugače mali stav, pa stav. Tukaj se pa treba zdaj odločiti, ali po žlebu gor, ali pa najprej na mali stav, pa na velikega. Je pa zdaj tudi en dol šel in sem ga malo povprašal, kakšne so razmere. In na vrh gor, da je kar precej trdo. In bo treba verjetno tudi dereze gor dati. Pod malim stolom je začel pihati, pa še v senco smo prišli, tako da se bo treba kar oblečiti. Imamo pa še malo do Prešernove koče. Kako se je odprl, pa piha tudi. Malo pod malim stolom se nam pa še Port Ljubljana malo bolj odpre. Na vrh se bo počist, seveda. Jaz se pa vidite, kako je tlele spihano vse, tako da je bilo par dni nazaj kar divje. Kaj še pogledajte? Dobrodošli na Prešernovi koči, na malem stolu. Kdo je pa prišel? O, Besta. Kakšni pogledi. To je pa noro. Kaj pravite, je dobro, Dobrodošli na stolu, to je prava nagrada, na vrh gor pa nič ne pihaj. Kaj je to noro. Gremo kar takoj razgled. Tukaj je kepa, tole je Golica. Škrlatica, zadnji je Mojda Jalovc, pol Triglav, Krn, Južne Bohinjske gore, Bled, Snežnika se ne vidi, Ljubljanska kotlina, Dobrča, Storžič,
Begunjščica, zadaj Kamniška, ne. Tole je greben Košute, Vrtača, zadaj Peca. Evo, tukaj dol je Drava, njena dolina, pa smo pa že okoli, ne. Evo, še selfie z vrha, drugače Lea pa Martin, Tamara se pobira zadaj. Gremo mi kar dol, ker nas že malo zebe. Dol gremo pa kar po žlebu, kaj je najhitrej, pa najbolj lušten je. Evo, zimske radosti. Juhu! Evo, zimske radosti. Se pa megla dela. V telem žlebu pa ne smete iti predaleč dol. Tamle malo naprej bomo šli levo. Evo, ven je žleba. Glih na višini megle. Pa pičimo naprej, ne? Prav neverjetno, koliko se vidi meja, kje je pozitivna temperatura. Čisto drugo. Zdaj pičemo pa tle dol, po bližnjici. Evo nas borce, smo nazaj na poti. Tle smo šli prejte zadnjič v gozd. Zjutraj je bilo sicer veliko lepš, ampak tudi tole zdajle je za uživati. Sam priznati pa morate, da imam lepo majčko, ne.
Gremo zdaj v kočo, nekaj pojesti, palce grem vrniti, pa se lepo zahvaliti, ne. Pa še zaključek naredimo. Juhuhu, nazaj smo. Pa lačni smo, pa žejni, pa malo se bomo šli pogreti. Jaz sem že pojedel, sem bil fulačen. Evo, parauto smo. Živi, zdravi, siti, malo nas hladi, ampak bomo v avtu pogreli. Kako vam je bilo? Super je bilo. To je bilo to. Hvala za vodenje in upam, da bomo še kdaj ponovili. Malo je bilo sicer naporno, ne fizično, Ja, tehnično. Danes nismo nič uporabljali, nobene opreme nismo rabili, ne deres, ne nič. Ampak ne se zanašati na to, ker stol zna biti tudi v drugačnih razmerah pozimi. Tako da Zdaj bi pa imeti opremo s sabo. Ja. Tako da tudi to. Fizično je kar naporno, pa razgledi vse odtehtajo. fenomenalni Ja. razgled. To je to. Idealno je bilo, res. Ja. Hrana je bila tudi dobra, pa družba tudi. Sicer smo Bolj tiho smo bili, kakšna družba? eno punco smo ful čakali skozi, ne vem kjero, ne bom s prstom kazal. Če si pokazal s prstom, nisi že veš. V glavnem, to je to, imejte lep dan še naprej. A bi še kdo kaj povedal? Čau! Čau. Čau.